Karma in Dharma Slovenije. Živijo, z vami sem Aleksandra Winkler-Drole in tokrat vam predstavljam čisto za vso populacijo, to naj povem, ni nek strokoven članek za moje tečajnike, ampak je za širšo množico. Govorim o karmi in darmi Slovenije. To tematiko raziskujem že dolga leta in sem tudi objavila glavne značilnosti v knjigi Akaški zapisi Mojstrstvo duše. O zraku govorim. Ko odčitam glavno karmično nalogo v tej inkarnaciji človeku, državi, mimogrede tudi država je svojevrstna entiteta, ima datum rojstva, se pravi se je rodila, nastanek, ima ime Slovenija recimo. In je svojevrstna entiteta in lahko tudi njeno karmo in darmo nekako opišem. S tem, ko karma se nanaša predvsem na pretekla, minula, tudi v toliko daleč v preteklost, ko še mi nismo fizično živeli v tej državi, delovanja, se dharma nanaša predvsem na naloge, ki jih je treba doživeti. V državi se rodimo in postane to del naše kolektivne karme in dharme. Se pravi, ni vseeno, a se rodiš v Afriki, ali na Aljaski, ali v Sloveniji, itak, čisto vse drugače ti bo. Se pravi, karma in dharma Slovenije zadevata, se pravi tako neposredno tudi tebe, mene. Pisala sem čudovit članek, kakršen vodijo takršni državljani, oziroma taki, kakor so prebivalci, takega vodja imajo, si ga zvolijo. Mimogrede tudi Hitler je bil legalno zvoljen od svojega ljudstva in drugi diktatorji prejšnjega stoletja. Tako da ne bom sam Hitlerja imela za šolski primer, ampak ne omenjam vseh. Se pravi, Slovenija svojo čudovito lego, čudovito sem dala v navednice, ker to, kar je dobro, je hkrati tudi slabo. To je tako neverjetno, kakor biti slaven, uspešen. To, kar je dobro, je tudi slabo. Se pravi, moraš se skrivati pred mediji, moraš paziti, kako greš brez ličil v trgovino, recimo. Se pravi, to, kar je plus, je tudi minus. In ko sem se odločila, kje bom snemala ta video, normalno, da sem si izbrala svoj domači kraj, ker tudi kraj, v katerem se inkarniraš, ima nate, name nek vpliv. Vpliv kraja, v katerem živiš, vpliva nate, name. Se pravi, ni čisto vseeno, a si se rodil v mestu ali nekje na podeželju, na eni kmetiji, seveda boš imel drugačne pogoje za življenje. In tudi to je del tvoje karme. Se pravi, družinska karma, karma države, karma naroda. Ko sem se odločila, da bom snemala ta video, sem si izbrala Sočo. Pa ne zato, ker jo imam najrajši od vseh rek, kar jih poznam. No, nimam jo najrajši, najrajši imam tople vode, termalne vode in pa Nadižo, ker sem tle blizu doma. Namreč Slovenija kot zelo vodnata država nudi dobre klimatske, se pravi sploh možnosti za življenje, ker voda je tisti vir energije, ki ustvarja pogoje za plodno zemljo. In bogastvo teh voda vpliva tudi na emocije. Se pravi, voda predstavlja emocionalni nivo, čeprav karma Slovenije ni v elementu vode, ampak je v elementu zraka. O teh elementih, se pravi, v katerem elementu je tvoja karma, pišem v tej knjigi Akaški zapisi Osnove dušne matrice. Naročijo pri meni in v decembru dobiš zraven še darilo zastonj to knjigo zraven. Mimogrede, tisti, ki šparate ali pa ki nočete nič kupiti od mene, si lahko to knjigo pridobite 100% zastonj, s tem, da boste pravilno odgovorili na vprašanje, ki ga bom postavila. Opisala bom Slovence kot povprečen narod s povprečnimi lastnostmi, svojo kolektivno karmo in dharmo, in tukaj se boš lahko prepoznal ti in vse tvoje sorojake. Se pravi, to drži za tiste, ki so rojeni na ozemlju Slovenije, tudi če se je takrat reklo Jugoslavija, ko sem se jaz rodila. V glavnem sem rekla, da je vodnata.
Element vode je tisti, ki je hkrati plus in hkrati minus v Sloveniji. Tako kot je biti slaven, hkrati prednost in hkrati slabost. Sem že rekla, da je slabost v glavnem ta, da te najdejo ljudje brez ličila, pa te kdo fotografira, pa nisi tako svoboden, da bi šel kar nekam v ene kopalke, če se ne počutiš 100% perfektnega v javnosti in tako naprej. Ti kar nekdo, se pa jaz tebe poznam, pa te sploh ne pozna. V glavnem so pa večje prednosti. In tudi pri vodi je tako. Se pravi, prednost Slovenije pri vodi, ko govorim, poglejte Bled kot biser Slovenije, kot najbolj tak simbol Slovenije. Če ste kdaj slišali zgodbo teh pletnerjev, dejansko koliko dobre dobičke delajo, se pravi, kar je njihova dobra karma, dobijo to službo z nasledstvom. Se pravi, nasledili so od svojih prednikov, očeta, oče od dedka in tako naprej. Se pravi, ne moreš ti postati pletner na Bledu in voziti ljudi. Še župnik ni mogel organizirati svojega prevoza, da bi vozil ljudi do cerkve na otok. Isto je Sočo, se pravi, imaš plus in minus. Koliko je lepa, koliko je opevana, koliko je fascinantna ta reka, koliko je zanimiva, pestra. Jaz sem celo na dan voda naredila posvetilo pesmico Soči, čudovita pesmica in tudi ritem in kitice grejo, tako ko se Soča giblje po tistem taktu, po tistem tonu, tako da preberite v novi knjigi Jakaški zapisi Mojstrstvo duše. Naslikala sem Sočo v mojem rojstnem kraju oziroma v bližini, ob Sotočju, Tolminke, kjer se zlivata Tolminka in Soča. Sotočje predstavlja združitev dveh različnih rek v eno, ne? In življenje ob Sotočju ustvarja še toliko močnejšo energijo. Ampak ne bom šla v detajle, ker sem rekla, da je ta video namenjen vsem za bolj strokovno literaturo, za bolj strokovni študij, pač imam tečaje. Zdajle vas bom vprašala, katera je tista dobra lastnost Slovencev, ki najbolj izstopa, in katera je tista najslabša lastnost Slovencev, ki spet najbolj izstopa v množici. Govorim o množici. Ponavljam, ni fušija. Fušija ima energijo ognja. Se pravi, kar zakuril bi mu hišo, ker se mu toliko fovš, kar jo ima. Recimo, ne? Se pravi, ogenj predstavlja strast. Se pravi, pride eden z Nemčije, ne vem, komu je bilo ime, nima veze, to je neka zgodba, vidi svojo ženo z enim v dnevni sobi in ga ustreli tega drugega. Na koncu mu reče, pa se to je moj brat, ki je prišel iz Švice. Ne, žena, kako, se sem mislil, da imaš drugega. Ne, narobe si mislil. Ja, ampak človek je že mrtev, ubil si mi brata, je rekla ta ženska. Se pravi, to je karma strasti. Človek v tistem efektu strasti lahko naredi usodno napako, ki obžaluje, in to je tudi že naredil, in če se v to življenje rodil z ognjeno karmo, to pišem v tej knjigi, potem ima to zapaziti, da ne naredi še ene usodne napake. Ampak sem rekla, da Slovenija ima karmo zrak. Zrak. Ne? Kaj predstavlja zrak? Ne? Zrak, kaj potuje po zraku? Midva sva zdaj v stiku preko zraka. Se pravi, tehnologija, komunikacija, misel. Zdaj sem sprožila v tebi eno misel, zdaj le razmišljaš, kje so tiste prednosti Slovenije. Za nagrado dobite vsi, ki boste, vsi, sem rekla, ne izžrebanci, koliko ste že v prejšnjem videu dobili to knjigo. Katera je tista največja, najboljša lastnost Slovencev in katera je tista najhujša pomanjkljivost. Mimogrede, koliko sem jaz raziskovala karmo Slovencev, karmo Slovenije, so njene odločitve prepočasne. Prepočas gre napredek, da ne govorim o zdravstvu, ker ima vsaka dobra frizerka boljši obrazec za naročanje, vsaka šivilja te prevzame na vrsto, ko pa prideš na vrsto k zobarju v Sloveniji ali pa, ne vem, na en pregled za
za avtošolo imajo moji otroci, mislim to, da čakaš mesec, 2, 3, to je noro. Da ne govorimo o operacijah in podobnem. Se pravi prepočas tehnologija, prepočas. Ko govorim o napredku v primerjavi z Avstrijo, Italijo, Nemčijo, drugimi uspešnimi državami, ne, prepočas. Ne. Preveč v detajle. Sam poglejte v parlamentu, s kakšnimi detajli se bojo ukvarjali, bistvene stvari pa grejo mimo. Se pravi, bistvene, pomembne stvari mora vsak, ki se je rodil v Sloveniji, videti. Aha, to je tisto pomembno zame, to moram izločiti iz tega drobiža, ki ne daje neke vrednosti in pomena. Perfekcionizem ima dva pola. Eden je tisti, ko hočemo biti natančni, dobri, ko hočemo maksimalno narediti, ampak v tem, kar je pomembno za nas. In tukaj je ogromno Slovencev perfekcionistov. Samo poglejte, koliko uspešnih športnikov imamo, koliko uspešnih posameznikov v gospodarstvu imamo, uspešnih podjetnikov, legende bi rekli temu, Ivo Boscarol recimo, in še mnogi drugi talenti znani po celem svetu. Ampak značilno za njih je, ker so opazili, da se te v Sloveniji stvari premikajo prepočas in v tej počasnosti niti ne veš, ali boš prišel do cilja ali ne. So mogli del svojih podjetij, podružnice ali karkoli odpeljati ven iz te države. Tako da, če ste se rodili tle v Sloveniji, pazite, da ne boste prepočasni v vaših odločitvah. To je ena taka, pazite, da ne boste nagnjeni k pesimizmu. Slovenci smo na drugem mestu po samomorih na svetu. Baje, da smo zelo depresivni narod, kar tudi jaz opažam pri ljudeh na regresoterapiji. Zelo niha razpoloženje, en dan bi vse naredil, drug dan bi prodal vse, kar ima, dobesedno vrgel puško v koruzo, obupal. Se pravi, zmanjka tiste vztrajnosti, ko človek išče perfekcionizem in se perfekcionizem na negativnem aspektu izraža kot dlakocepstvo. Ni toliko fušije, kakor govorijo, ni toliko fušije. Lejte, če bi bili Slovenci resnično fovš, ne bi si pomagali med sabo. Poglejte, koliko se je v poletnem požaru izkazalo prostovoljcev, gasilcev, tudi vaščanov, bolj kakor politiki so se izkazali posamezni ljudje. Za gasilce vsak blizu je prispeval vsaj za malco, vsaj hrano, vsaj neki v gotovini, vsaj svoje delo, celo otroci so nameščali začasna ležišča. Na Štajerskem so zbirali za en športni klub prostovoljci denar. Mislim, da se je cela naša Slovenija, poznam Gorico, Novo Gorico, pravzaprav, ko se je udarniško gradila po vojni, po drugi svetovni vojni, udarniško vsi, od stari, mladi, ženske, otroci, kar češ, vsak je delal, kar je upal delati. In tukaj je skupna moč in tukaj, da gradiš, da ustvarjaš, ne? Da ne čakaš, da ti bojo oni od zgori iz vlade omogočili nekaj, ne? Ali pa da ti bo sreča dana in naklonjena. Če pa si med tistim, ko razmišljaš, se mi bo že zgodilo nekaj, bo že spadlo z neba, kar mi je namenjeno. Ne. Dejstvo je, da si namere zastavil cilje, že v prejšnjih inkarnacijah, dejansko v prejšnjem, preden si prišel na svet, si že naredil plan, da pa moraš tudi za manjše namere, se pravi, kje bom živel, v kateri državi, ne, s kom bom živel, ekipo, da pa moraš tiste manjše detajle, kakor kaj bom posadil spomlad na vrtu, zdajle ustvariti. In tako smo prišli do individualne karme, ki je v kontekstu naše karme Slovenije. Tvoja naloga je, da ugotoviš, katera je najboljša lastnost Slovencev, nanaša se na zrak, katera je najslabša lastnost Slovencev, nanaša se tudi na energijo zrak, zrak mimogrede predstavlja intelekt, in da si pač na ta način, ko uganeš, piši tle spodaj pod video, pod komentar, dobiš zastonj to knjigo. Uganeš, razmišljati moraš, ne? To je tudi naloga Slovencev. V glavnem, predajo usodi, sej bo že, ko bo, sej, če mi je namenjeno, se bo že zgodilo. To je eden največjih karmičnih
slabih lastnosti, se pravi, s tem ustvarjaš slabo karmo, ker ne ustvarjaš nič. Se pravi, ni mogoče ne ustvarjati karmo, ni mogoče, ko recimo ti ne ješ nič, ne, zajtrk, kosilo, večerjo izpustiš, si že naredil nekaj. Se pravi, ne moreš ne delovati, vedno deluješ. Če kaj poješ, dobro ješ, slabo ješ, kar ti škodi ali pa kar ti koristi. Če pa ne ješ nič, si spet naredil neko odločitev in z vsako odločitvijo narediš neko delovanje. Pomembno je zate kot Slovenca, da se obrneš vase. Koliko si ti usklajen s časom, z državo, v kateri živiš. Kar ne moreš spremeniti pri drugih, spremeni pri sebi. To so naredili pametni ljudje, primer Tina Maze. Ona si je, ker je naša smučarska reprezentanca ni omogočila najboljših pogojev, si je našla tujega trenerja, Italijana. Smučala je večino v Avstriji, tudi na svoje lastne stroške. Neverjetno. Se pravi, ne krivimo druge za naš neuspeh, to je zelo množično pri Slovencih. Ja, on je kriv, da jaz ne morem, ja, država je kriva, ja, oni v parlamentu so krivi, da meni narata. Ja, ali pa če čebela ne bi imela, če bi bila kaj. Se pravi, če bi se rodil nekje drugje, ob nekem drugem, saj se boš, ampak zdaj si tle. Se pravi, ne moreš kar preskočiti. Ok, se pravi, grem k najslabšim lastnostim Slovencem, smo rekli pesimizem, depresivno razmišljanje, melanholija, otožnost, v glavnem nihanje v razpoloženju, en dan bi vse naredil, drug dan bi vse skupaj prodal, kar je naredil, iz obupa ali pa pustil, vrgel puško v koruzo. Dlakocepstvo, perfekcionizem, napačen način presoje, brez glave. In kar se voda tiče, to, kar je dobro, to je tudi slabo. Samo poglejte, nihče ni vedel, ko se je odločalo o tem, vode ne damo. Pa komu boš dal vode? Saj ne moreš nobenemu dati. Se pravi, to je bila neka krinka, neka fraza, ki ni povedala nič, ljudje so to množično podpisovali, posledično je pa še zdaj problem z rižanskim vodovodom, se pravi, na Primorskem Krasu je zelo po tem zakonu, ki je propadel, težko zgraditi vodovode in tako naprej, kljub temu, da imamo ogromno vode. Bled je neverjetno drag, recimo tudi Postojnska jama, ker teče Ljubljanca oziroma Pivka, ji rečejo v tistem delu, kar je ena ista reka, je biser Slovenije, da ne govorimo o termalnih vrelcih, o Soči, ki je še en biser Slovenije, ki združuje pač od Bovca do Italije, združuje v smislu, ustvarja pretočnost, združuje ljudi, ki se kopajo, opazujejo, občudujejo, koliko sprehajalcev je tlele še v tem letnem času. In nevarnosti so, recimo, da ti je nekaj preprečeno v zvezi z vodo, problemi z vodovodi so po celi Sloveniji, da ne govorimo o Salonitu v Anhovem, ki smo na Primorskem pili dobesedno strupeno vodo, ker je pretekla po salonitnih ceveh, azbestnih ceveh, no to ne jaz, to še moji predniki prej. Vse je bilo z te salonitke, ljudje so umirali, se pravi pljuča, tam jim vlada tudi element zraka, ampak se dosti stika z vodo, nekar zaužiješ. In ko sem pri elementu zraka in pri karmi Slovenije, zdravo pamet je treba imeti, ne biti natančen, biti hiter pri svojih odločitvah. In če ste res hitri pri svojih odločitvah, katera je najboljša lastnost Slovencev, jaz bi tlele rekla delovne navade. Kamorkoli gre Slovenc, ga imajo vsi radi. Pa ne bo to Nemčija, Avstrija, Italija, Slovenc bo delal. Slovenc, če gre v tujino, bo pošten in bo delal. Ne bo kradel, ne bo lopov, ne bo, v glavnem 99% je tako. In še več. Delovne navade so, ampak kaj, ko se trud in delo kmalu razvrednoti. Mnogo potomcev ne ceni darov svojih prednikov, poklonov. Med najboljšimi lastnosti bi tudi štela zdravo pamet, kar je hkrati tudi nepamet. Primer, ko ste hodili v šolo,
Sam pogledajte, kakšne učitelje ste imeli. Bolj pomembno je bil, da nisi klepetal, da nisi žvečil činguma v ustih, da nisi imel bombona, da nisi sprašal soseda, sošolca zraven, ja, mi posodiš šilček, kaj jaz ga nimam, ne vem, nekam me padel ali polomil se me. In ja, ti posodim, kaj je zdaj, učiteljica, te takoj krega. Mislim, jaz tega v Italiji nisem doživela. Ne? Hodiš po vsake 45 minut, se prekladaš z enega razreda v druge. Tega jaz nisem doživela v tujini, tega ni niti v Ameriki, ne? V ZDA, kamor se tudi usposabljam. Tako da tle so se bolj ukvarjali z vsem. Pol ure je učiteljica pred tablo od 45 minut kregala sošolca, ker ni naredil naloge, ga poslala, da je nese podpisan zvezek svoji mami domov, da pride nazaj in ki bo konc pouka je prišel nazaj s podpisanim zvezkom, pa je mami je nesel v tovarno in učiteljica ga vpraša, no in kaj je rekla mama, a te je bila vesela? Oh my god! A je treba to narediti nekomu, ki ni naredil naloge, ki je imel kmetijo doma, ki je danes bolj uspešen in bolj dober človek, kot pa vsi učitelji na tisti šoli. Se pravi, tukaj, ko opaziš stvari, da se enemu otroku godi krivica, da ga učiteljica kaznuje, osramoti pred vsemi, z besedami, z dejanji, to je intelekt. In kdo ima več zdrave pameti, ali otrok je pozabil nalogo narediti, pa je cel popoldan delal na kmetiji, Vendi delal, ker poznam njegovo družino. Priden je bil za delati, če danes je dober človek moje generacije. Tista učiteljica se mi pa ni zdela dobra. Meni sicer ni nič žalga naredila, ampak meni je tudi to prizadelo. Tako da živimo v enem kolektivu, kjer se odraža naša kolektivna karma. Iz napak drugih se učimo. Ne? Iz napak drugih se učimo. Se pravi, in ena velikih napak Slovencev je tudi to, da radi obsojajo, sramotijo druge pred množico. Samo pogledajte, kako je bilo v šoli. Zdaj ne veste, kako je v Avstriji v šoli, kako je v Italiji v šoli, kako je na Češkem, kako je v drugih državah. Ampak mogoče boste vprašali, Facebook prijatelje, znance, ljudje se selijo v Anglijo, pa tam ni tega. Tam ni tega. To je, a ne, potem vzgajaš otroke, da se tako navadijo javno osramotiti koga, kar je kaznivo dejanje. V glavnem, pretočnost. Če si se rodil tle v Sloveniji, spoštuj energijo vode. Voda predstavlja emocije. Emocije uporabi na pravi način. Se pravi, solze so lahko zdravilo ali pa ne. Če je preveč solz, se utopiš, tako kot v vodi. Voda ti da možnost, da preživetje. Se pravi, ne smeš biti žejen, ne smeš biti brez vode. Tvoje telo ima poprečno, naše telo ima poprečno 72% vode. In če smo žejni, samo 3 dni dehidrirani, je že konc z nami. Brez hrane smo pa lahko motni 3 dni, ne? Brez tekočine pa ne. Tudi solze ne zdravijo, tudi če niso, bi se reklo, v terapevtskem pomenu te bolečine sanirane. Intelekt. Ne? Na prvem mestu je intelekt, če te pelje intelekt v to smer, da se boš ubadal z lakocepstvom. V glavnem pomembno je zate, da se znotraj svoje osebne karme in darme, ne, najdeš v tej državi. Pomembno je, da kar ne moreš sprejeti, spremeniš. In kaj lahko spremenimo te dni? Da si zastavimo nove cilje. Nove cilje si zastavimo do 21. decembra. Z vami bom v meditacijski sobi Mojstrstvo duše Aleksandra Winkler-Drole. Tja boste avtomatično dodani vsi in to zastonj, ki ste kupili mojo knjigo Akaški zapisi Mojstrstvo duše, to je ta nova, ki jo ni še v knjigarni. In tam vas bom pripravila na nov cikel. Mimogrede, ne smete pa pozabiti, dokler je še ta ponudba zunaj, osebne karmične prognoze, ki jo te dni že pošiljam prvim naročnikom. Bodite v drugem delu teh naročnikov, mislim, da jih vzamem še nekaj, da imam še kapacitet, ki sem prve rešila, in vašo osebno karmično prognozo bom izdelala v pisni obliki. Ne zamudite priložnosti, kmalu bom spet s tabo.